En lep pozdrav, z vami sta Mihelca. Izjemoma je časovni zamik zaradi mojih obveznosti, pa se ne bom opravičevala. Vas kar vse lepo pozdravim in vse pozdravim, ki si boste kasneje pogledali posnetek. Tukaj v skupinici bom z vami delila tudi nekaj izkušenj tega vikenda in teh dni, z katerih se mi sedaj kar precej dogaja. In želim vas na nek način opomniti in tudi dati informacijo, da karkoli podobnega se tudi vam začne dogajati, da se ne ustrašite, da ste popolnoma pomirjeni, da ste v tem notranjem zaupanju, da je vse v redu, da je res vse v vaš razvoj. Lepo vas povabim, da si tudi pogledate potem ta audio posnetek, ki je naložen, ki je včeraj skanaliziran. V njem pove vse, namreč kaj se sedaj dogaja. Vemo, da se tudi naše celice ponastavljajo na drugačno vibracijo, resnično se notranje velike spremembe dogajajo v nas. In konstantno se je meni sedaj 4 dni en tak poseben občutek dogajal, ki ga ne poznam, ki ga še nisem poznala. Ne morem reči, da je to vrtoglavica, ne morem reči, da je to premikanje. Namreč na moment se mi je zgodilo, da sem sedela in sem imela občutek, da se stol ali pa neka stvar ob meni premika. In ker dejansko vem, kaj se dogaja, sem povsem pomirjena in razumem. Marsikdo od ostalih ljudi pa dejansko se lahko ustraši in najprej misli, kaj je z mano narobe, kaj se je zdaj zgodilo, kaj je z mojim telesom. In namreč mi tudi dimenzionalno vemo, da se frekvenčno pomikamo, spreminja se vse od znotraj nas. In večje kot so spremembe, tudi naše fizično telo občuti te spremembe. In te spremembe ne pridejo tako, kot bi obrnili eno karto, da se samo nekaj spremeni, čisto vse na drugače, brez da bi naše fizično telo karkoli občutilo. Torej tudi naše fizično telo občuti spremembe ob tem ponastavljanju teh vibracij. In ta sporočila vam resnično priporočam, jih pojdite slišati, ker so izjemno močna in vse pove. In tudi kot naša močna transformatorska postaja je naše srce. In ko je naše srce odprto, dejansko mi z izvora sprejemamo vse informacije in jih potem oddajamo navzven v svet okrog sebe. In ko se prebija torej neka bariera, neka blokada tudi iz tega našega srčnega področja, se lahko dejansko dogajajo neprijetni, ne najboljši občutki v telesu. Torej lahko razbije srce, lahko so neke neprijetnosti, vse je možno. In lahko čutite tudi, da vam nekaj teče. Meni se velikokrat dogaja, da kot da mi po notranjosti hrbtenice teče. Prav nekaj se pretaka in teče. Ja, in to je tok energije in lahko čutite, da vas nekaj razteguje, da vas širi, da vas vleče kot čigumi navzgor in v širino in navzdol, različne takšne občutke. Vse je v najvišjem redu, v časovnem zaporedju, v
pravem božanskem času in redu se bo vse uredilo. Samo ne pojdite v kakršenkoli upor ali strah, ker s tem boste potem še samo podaljšali ta proces, ki se tako in tako potrebuje za vas zgoditi in se bo zgodil. In ne boste ga mogli preskočiti, kajti nekaj se resnično dogaja. Tudi to, da v bodoče bomo mi ljudje razvili veliko več svojih sposobnosti, da ne bomo videli samo z fizičnimi očmi, eni dejansko, ko kanaliziramo, tudi že s tem notranjimi pogledi imamo videnja, vendar to se bo razvijalo pri ljudeh. In hkrati dejansko boste razvili, da bo vaš vid razvit, ta fizični vid in notranji vid. In prav tako sluh. In boste razvili še zraven posebne frekvence, boste lahko slišali, katere sedaj ne. In obeta se nam lahko, da imamo 10 razvitih čutil, katerih še sedaj nimamo. Oziroma smo v procesu. Do sedaj je človeštvu bilo poznano teh osnovnih 5, se pravi vid, sluh, voh, okus in otip in občutek. In tudi občutenja boste precej drugače začeli sprejemati. In ti občutki bodo resnično takšni, kakršne še niste izkušali, še niste sploh imeli izkušnje. In to je ponavadi lahko umu na nek način strašljivo. Da nekaj, kar še nisi nikoli doživel, nikoli izkusil, te je lahko strah, te postane strah. Zato je tako zelo pomembna ta jasnost in jaz sem globoko hvaležna za vsa ta sporočila, ki mi prinašajo tako globok mir in pomiritev v meni. In želim tudi za vas, da pridete do te pomiritve. Če imate možnost, da se sami povežete, da imate tako odprte te poti, da sami se povežete z duhovnim vodstvom, z esenco v vas, da dobite sporočila iz pretoka, iz izvora, zase je to nekaj najlepšega. Če pa ste na poti temu razvoju in ne dobite teh sporočil, se obrnete na nekoga, ki je medij, ki lahko prenese ta sporočila za vas v tem trenutku na tej poti vašega razvoja, vaše poti. In dejansko jaz sem povsem pomirjena, ne glede kaj se v mojem telesu dogaja in kakšni so občutki, ker vsi ti občutki potem izvenijo. In manj, ko se upiramo kakršnemu koli občutku, hitreje resnično gremo čez ta proces. Če bomo šli pa z uporom v neka stanja, v neke občutke, v nekaj, kar nam ni dejansko bilo poznano in nas bo začelo skrbeti, se bomo kaj? Mi se bomo zakrčili. In bolj kot se bomo zakrčili, toliko energije ne bo mogel steči skozi. In se proces bo zavlekel in bo trajalo lahko mesece, lahko bo trajalo veliko dlje. Kajti razvoj, ki ga potrebujemo narediti, ga bomo naredili. Duša, ki si je izbrala to pot, bo to pot naredila. Ne glede, ali se mi s tem strinjamo, ali se mi s tem upiramo. Vendar bolj, ko bomo šli v nek upor, bolj bomo tonili v ta krč in sami sebe blokirali, ker nihče drug nas ne blokira, sami sebe vedno blokiramo. Jaz vas resnično povabim, pojdite tudi audio posnetke poslušati, vsi so kanalizirani, vsi so prenos sporočil duhovnih vodnikov in ko si jih sama zavrtim, mene še dodatno dvignejo. Tako in tako pa v teh dneh se mi dogaja resnično to, da
ves čas ta del, ta čelni del, meni se samo odpira, samo širi se mi. Ves čas se mi vse bolj širi. In dejansko sem prav zelo vesela, kako se mi pospešeno sedaj vse to odvija. In bolj pospešeno, ko se meni vse to odvija, več jasnosti imam tudi jaz za svoje življenje in za svojo usklajenost, svojo dušo. In bolj vem, kaj je moja jasnost, kaj je moja usmeritev, kje je moj fokus. In čisto vse imate že sedaj. Čisto vse, da lahko naredite naslednji korak. Edino, če iščete izgovore, da nečesa ne morete narediti. Ker v resnici vsako priložnost, vsaka investicija, vsak korak, tudi če je tako iz cone udobja, ga lahko storite, ko vi to izberete, ko se vi to odločite. In rast, razvoj vedno poteka iz cone udobja. To sem testirala sama na sebi v resnično letih dela na sebi in nimam drugega recepta kot to, da je potrebno stopiti iz tega poznanega, iz te škatle miselnosti, ki nam je bila poznana. In ko sem kanalizirala, se velikokrat sedaj zunaj, v zunanjem okolju, ki ga pogledamo, se postavljajo določene omejitve in določena pravila. In ker se postavljajo te omejitve in določena pravila zunaj v družbi, lahko nekoga postavi pod pogoj, da le v takem primeru lahko obdrži neko delovno mesto. Ali pa le v takem pogoju lahko deluje na takšen način. Ali pa le v takem pogoju je lahko še s tistimi ljudmi. Vendar, bistveno je, da slišite notranjo sebe, kaj si vi v resnici želite. Kaj si vaša duša v resnici res želi. In ne greste v to umsko predstavo, v samo razum, da ve, kaj je prav in na kakšen način se bo odločil. Vendar tukaj vlada vaša duša. In kaj, če je neka izbira vas, možnost v vas, da izpustite tisto preteklo zgodbo, da lahko začnete neko novo zgodbo. Da začnete nekaj, kar vas bolj napolnjuje, kar vas bolj osrečuje, kar je bolj usklajeno z vami. Če mene osebno kdo vpraša, ali grem nazaj v kakršnokoli delovno mesto, v katerem sem bila, hvala. Našla sem svojo pot. In želim tudi za vse vas, da vsak od vas na tisti poti, ko je, maksimalno uživa. Da resnično uživa in mu je užitek kreirati, ustvarjati, da mu je užitek vsak trenutek delovati, kar deluje. In to je resnično pomembno, ker s tem mi vibracijo dvignemo in takrat smo svetloba. In ko smo svetloba, ima svet največ od nas. In najbolj podpremo vse okrog sebe. Ko se tega začnemo zavedati, ne bomo več šli v to majhnost, v ta pogled, da v neko to ugajanje oziroma na star način delovanja. In dejansko sporočila so tekla tudi tako, dejansko ne se bati zapustiti poznano, ne se bati spustiti iz življenja to, kar sedaj
si imel na takšen način, kot si sedaj deloval. Ker ko boš spustil tisti star način delovanja, boš lahko sprejel nov način delovanja, ki ga še nisi živel. In se ti odprejo povsem nove poti. In imaš izbiro. Lahko hodiš po stari poti, lahko prestopiš na križišču in greš po drugi poti, v drugo smer, katera jo čutiš v sebi, da je bolj zanimiva, ker še nisi 100.000-krat šel po eni in isti poti in ti je izziv po tisti drugi poti iti, ker je drugačna, ker so izzivi, ker si lahko radoveden, ker lahko vidiš, ne veš, kaj te čaka. In to je čar. In v resnici si je vaša duša zbrala pot izkušanja. In tam, kot ste že šli 100.000-krat, tam nimate več kaj izkušati. Pejte naprej. Pejte naprej in okušajte in izkušajte življenje v drugih formah, na drugačen način. In to lahko naredite resnično na drugih poteh. Po tistih, ko še niste hodili. Tiste, ko so vam popolnoma nejasne, popolnoma nepoznane, ko se vam sanja ne, kaj se bo zgodilo in kaj vas čaka. In imate izbiro. In tudi vsi posegi, vsa pravila do našega telesa, vladari smo v resnici samo mi. In samo naša izbira je. In od zunaj nam bodo postavljeni pogoji, takšni in drugačni. Vendar ali jih sprejmem ali ne, pa je moja izbira. Pa je moja odločitev. In dejansko, če jaz želim, da je moja epifiza, vse dejansko pinealna žleza aktivirana, pretočna, da downloadam sporočila iz duhovnega vodstva, bom jaz sledila samo sebi in samo svoji notranji odločitvi. In ne bom sprejemala odločitev od zunaj, izbir od zunaj, ne glede kakšne so. Najdem pot na drugačne načine in vedno vam je dana pot na drugačne načine. Vendar to lahko pomeni, da nekaj, kar je poznano, kar ste zdaj imeli, bo izgubljeno, vam bo umaknjeno, oziroma boste vi sami potrebovali zapustiti, umakniti. Hvala lepa vam. Zdaj ste se mi pridružili. Zdaj vidim, lepo pozdravim. Brigita, Živjo, Darja, super, Mateja, krasno in vsi, ki si boste pogledali posnetek. Krasno. Tudi jaz ne morem ničesar prehitevati. Čeprav imam ideje, vizije, takšne in drugačne, vendar korak za korakom. Tudi vem, da bom za vas pripravila vse 3-dnevni brezplačni tečaj, v katerem boste potem vodeni v mentorstvo, v mentorski program, šlo bo tudi na druge kanale. Skratka, vse se potrebuje zložiti, dozoreti in ali mislite, da je meni to čisto easy? Brez skrbi, da ne. Da nekaj, kar mi je na novo postavljeno na pot, mi je izziv, ker nimam izkušnje, ker se moram pokazati na drugačen način. Vendar se bom. Zakaj? Ker sem dojela, da to jasnost, ki jo prenašam skozi sporočila duhovnega vodstva, duhovnega sveta, je v tem času sedaj tako zelo pomembna in to ljudje potrebujejo. In kaj bom počela? Počela bom to, da vse, kar na sebi testiram, vse, kar sama izkušam, vse, kar sama doživljam, bom predajala. Kako priti
do tega. In sedaj meni tako teče. Jaz imam glavo in taka stanja v telesu, ko bi imela izbiro. Lahko bi se fajn ustrašila, bi šla v paniko, v strah, kaj se dogaja, lahko pa sem v užitku in sem v tem valu in flowu. In zdaj v teh dneh meni se mnogokrat zgodi, ko se uležem, jaz imam občutek, da lebdim. To se mi je včasih dogajalo samo na kakšnem procesu, se spomnim leta 2015, na MTVSS procesu, demolekularni manifestaciji, se mi je dogajalo to, da sem bila na tisti masažni mizi in smo delali izmenjave in kot da sem lebdela. Zdaj ne potrebujem delati nobene neke terapije, nekega tega energijskega procesa, jaz se uležem na posteljo in imam občutek lebdenja. In nimam občutka, da je postelja pod mano. A veste, taki občutki in dejansko, kaj se v nas dogaja, mi spreminjamo svojo DNK. Nam se toliko stvari dogaja, da si še mislimo ne. In dogaja se tudi to, da dejansko se celice spreminjajo in kot sem že rekla, mi ne bomo imeli več tako ogljikove strukture, ampak bolj lahkotno, bolj svetlobno telo postajamo. In postajamo, lahko rečemo, kar smo že, kristalna oblika. Čeprav smo kot človek videti človek, se v resnici zelo spreminjamo. In spreminjamo se na boljše, ko tako izberemo. Tako, jaz tele luštne kartice pomešam in vse bolj opažam, da to, kar sem včasih predihala, se povezala z duhovnim vodstvom, šla v kanal, da postaja, da si ta svetloba in tako deluješ. In to, kar se mi je resnično nekaj časa dogajalo, samo ko sem šla v prizemljitev, meni se da ure in ure, 10 ur skupaj, kot en sam pretok. In se dogaja. A bo Kira rekla stop? Jaz še mešam. Kakšno namero bomo dali? Katera karta danes? Ponedeljek. Ponedeljek, 25. januar. Podpre skupino, člane, ženska s krili, sprejmi se. Boginja Gaja, 2 karti sta in zelo, zelo skupaj se držita, kot bi bile prilepljene. Takole sta čudovite. Se čuti ta energija. Boginja Kali in boginja Gaja sta se oglasili. Ena karta je magičnost obstoja, druga karta pa je akcija. In magičnost obstoja. Raznolikost mora obstajati, saj vsaka raven obstoja podpira tvoj obstoj. Zato ne vstopaj v obsodbo, kako nekaj je, ampak raje polno doživljaj vse, kar je, točno tako, kot je. V zavedanju, da je točno tako, kot mora biti. Ko si prišel v to življenje, si vedel, da prihajaš v pisan svet, poln raznolikosti. In si ta planet izbral zase zato, ker si želel doživljati sebe v množici
ki je tako drugačna od tebe. Da se boš lahko učil in skozi to raznolikost odkrival raznolike delčke sebe. Zato opusti vse misli, ki govorijo o ločenosti, drugačnosti in svoje sodbe zamenjaj za hvaležnost. Da ti je dano doživljati tako pisan svet, to je magičnost obstoja na planetu Zemlja. Boginja Gaja, kako čudovito. In pa akcija. Razmišljanje brez akcije te ne bo pripeljalo do cilja. Zdaj je čas, da narediš pogumen korak in se podaš v neznano. Ne čakaj, da pride boljši trenutek, saj se trenutek, na katerega si čakal, dogaja zdaj. Tudi če nimaš vsega, kar misliš, da potrebuješ, lahko narediš prvi korak k željenemu. Naredi, kar se ti zdi najbolj logičen naslednji korak. Vidiš ga? Tam je. Zagrabi ga in ga uresniči. Ko stopiš, se tvoja realnost preoblikuje in od tam se odpre nov razgled nad tvojim življenjem. Tvoja popotovanja do cilja pelje kot vlak mimo več postaj. Na vsaki se ustavi, zato da ozavestiš, od kod prihajaš in kam greš. Večno jasnost v cilju boš imel, če boš do njega hodil po korakih. Uživaj na poti, boginja Kali. Ampak predno sem karto povlekla ravno o tem, sem predala sporočila, so stekla sporočila. Tako da, kako je vse usklajeno in povezano. Začutite sedaj ti dve sporočili. In rezultati bodo, ko jih resnično aktiviramo. Sporočila, ki so bila prebrana, lahko na tem posnetku zavrtite potem kasneje nazaj in si ponovno poslušate. In potem date to resnično v akcijo in se res vprašate, kaj je tisti naslednji korak, ki ga sedaj grem narediti. In ne odlašate in ne čakate. Hvala vam. Še eno meditacijo bom naredila za vas, za vse nas. Samo sproščeno se usedi, namesti. In dovoli toku energije, da teče skozi tebe. Samo odpri se, odpri svoje srce. Odpri se, odpri svojo točko osebne moči. Odpri se. Odpri svojo lobanjo, da lahko vanj teče svetloba, da lahko vanj tečejo vsa sporočila. Da sporočila zajameš, kaj ti prinašajo, kaj ti sporočajo, kaj imajo ta trenutek zate. Tisto sporočilo, ki ga prejmeš, je samo tvoje. Ni od nikogar drugega. Sporočilo je le zate. Kakšno je to sporočilo, kaj ti prinaša? In ga sedaj močno začuti.
Tukaj s teboj je moja zavest, jaz, boginja Kali. Sprememba je tista, ki ti omogoča razvoj, ki ti omogoča napredek. Zato tudi, če se ustavi za hip, kaj je tvoja odločitev? V katero smer greš? Bolj kot se bo zavedal, kako si vsemogočen, bolj kot boš v tem zavedanju, brezmejnosti, tvoje širine, bolj bo spontano stopil v vsak korak in naredil točno tisti korak, ki je sedaj pred teboj. In ne potrebuješ hrepeniti in na nek način hlastati po koraku, ki je tam naprej, daleč naprej, nisi še tam. Poglej pred seboj, tisti korak, ki imaš pred seboj, ta trenutek, ga stori in ga opravi, se z njim sooči. Čisto cel, poln vstopi v to delovanje. Poln stopi v to delovanje. Ne samo bežno, ne samo delno ali samo malo. Imej izkušnjo cel na tej točki, v katero stopa sedaj in je ta točka pred teboj. Zato daj se v ta korak, daj se v to aktivnost v celoti, ne glede, kaj vse potrebuješ narediti. Ne premikaj se naprej, če nisi opravil tega koraka, če te stopnice nisi v celoti prepoznal. Nisi v celoti izkusil. In to velja tako za tvoje poslovno področje, kot za vse tvoje odnose. Ne potrebuje se pomikati v nekem odnosu drugam naprej, če nisi izkusil v polnosti, živiš polno tega, kar sedaj imaš. Kar potrebuje sedaj doživeti in izkusiti. In tudi do svojega telesa, ta tvoj odnos do tebe, do svojega telesa. Ne sili naprej v naslednje korake, če ni ta korak v tem, ki si sedaj v celoti. In sedaj, ta tvoja stopnica, ki jo sedaj živiš, je stopnica, kjer si okusil vse, ali lahko še kaj si doživel na tem mestu, si dobil spoznanja. Potem poglej ta prvi korak pred teboj, naslednjo stopnico, ki te čaka, da jo osvojiš, da dobiš izkušnjo v celovitosti. In tako se pomikaš, ne preskakuj, ne prehitevaj, niti se ne zadržuj predolgo na eni stopnici, čeprav si že doživel, kar si potreboval kot duša v tej stopnici doživeti.
Prav tako, kot če opravljaš neko nalogo fizično, ko jo narediš in osvojiš, si pripravljen narediti naslednjo nalogo. Si sposoben narediti naslednjo nalogo. In zopet v naslednjem koraku si sposoben narediti naslednjo nalogo. In ti premiki iz stopnice v stopnico ti dajejo možnost spremembam in nehaj se jih bati in nehaj se jim upirati. Ker lahko izbereš, ali želiš biti srečen, živeti svojo pot, svojo resnico. In če je tukaj tvoj odgovor, da želiš, da je to tvoja možna izbira, potem se ne moreš izmakniti spreminjanju in spremembam po stopnicah navzgor. Potem ne moreš več stati na istem mestu in se smiliti sebi in biti v neki vlogi poznanega. Torej je edina pot ta, da se pomikaš naprej in da izbereš to aktivnost iz sebe od znotraj. Ker nihče drug ne more sprejeti aktivnosti kot ti. Kaj si izbiraš? In tudi, ko prideš na stopnico, ki ti je nepoznana, kateri še nimaš izkušenj, vedi, da na tej stopnici v resnici nikoli nisi sam. Ob tebi so duše, k tebi pridejo duše, ki imajo te sposobnosti ti pomagati osvojiti tisto, kar še ne znaš, tisto, kar še ne veš, kar ne zmore sam. In nikoli zares v resnici nisi sam za nobeno stvar. Kar imaš občutek, je občutek, ki je povsem iluzija. Iluzija tvojega uma, da boš nekaj mogel izpeljati vse sam. V resnici imaš vedno support, v resnici imaš vedno duše okrog sebe, ki te vodijo. Od tebe pa je odvisno, ali boš to videl, ali si boš dovolil videti, kakšna darila imaš okrog sebe in kako dragocen si ti sam z vsem, kar imaš. Bodi v zavedanju, kako neskončen si. Bodi v zavedanju, kako si brezmejen. In ozavesti to, kako si neskončen in kako si brezmejen. In bolj kot ti ozavestiš in ponotraniš in utelesiš vso to energijo, vsa ta stanja, bolj se ti zavedaš, da vse to zate je res mogoče
in bolj vidiš duše okrog sebe, torej te ljudi, ki te vodijo v naslednjih korakih. Izbrati pa potrebuješ ti sam. Začuti, zaznaj to moč svetlobe, to energijo, ki se sedaj steka v vrh tvoje lobanje preko pinealne žleze, preko epifize, hipofize, hipotalamusa, do tvoje grlene čakre, do tvojega timusa, torej srčne čakre, v tvojo točko osebne moči, na trebuhu tvojega popka, vseh tvojih spolnih žlez in tvojih korenin, prve čakre. In ne potrebuješ popolnoma nič početi, samo začuti to vibracijo, to energijo, kako se steka skozi tebe, kako te napolnjuje. Kako te napolnjuje ta vibracija za aktivacijo. Sproščeno dihaj in sprejemaj. Blagoslovi, sprejemaj to energijo, to moč vase. Tukaj s teboj moja zavest, jaz, boginja Kali. Hvala lepa vam. Hvala vam. Ima kdo vprašanje? Mu z veseljem odgovorim. Jaz sem dam polniti. Ponesite, pojdite s to energijo v ta dan naprej. Narava nam je pobarvala lepo zopet v belo. Vi pa
živite to svetlobo v sebi in bolj kot sledimo sporočilom, ki se zlivajo za nas, lepše nam je. Bolj polno, radostno, srečno je naše življenje. Poslušajte audio posnetke, vstopite ponovno v proces, ki je posnet, in sledite sebi. Sledite sebi, ne glede na igro, ki jo igrajo drugi. Tako boste najlažje delali korake, svoje korake, kajti imate svoje noge in s svojimi nogami se premikate naprej. Ana, lepo pozdravljena. Pridružila si se tik ob koncu, boš pogledala posnetek, kaj nada. Lepo se imejte in uživajte ta dan, ta teden. Se vidimo zopet v ponedeljek. Adijo, hvala vam.